Duha. Amen. Oglasil se je največji zvon na Rakovniku, zvon, ki je posvečen Mariji Pomočnici. Salezijanci smo zbrani pri molitvi v naši hišni kapeli in vas vabimo, da se nam pridružite. Don Bosco je želel, da se zavedamo, da je Marija Pomočnica vedno med nami in z nami. To je večkrat ponavljal mladim in otrokom. Dobra mati nikoli ne zapusti svojih otrok. Bila je navzoča tudi na Golgoti, ko je trpel in umiral njen sin. Navzoča je danes med nami, ko trpijo in zbolevajo njeni otroci. Njeno materinsko srce je žalostno. Vabi nas, da zaupamo njenemu sinu in našemu skupnemu nebeškemu očetu. Vabi nas, da si med seboj pomagamo. Zaupajte v Marijo Pomočnico in boste videli, kaj so čudeži, je ponavljal Don Bosco. Zaupanjem se obrnimo nanjo in jo prosimo, naj nas in ves svet reši hude preizkušnje. Naj nam pomaga, da vztrajamo v veri in zaupanju, kakor nas je učila v svojem zemeljskem življenju in nas uči tudi v današnjem času, ko nam s svojimi prikazovanji na različnih koncih sveta še vedno sporoča, da je med nami in z nami. Molimo predvsem za mlade in otroke, ki so zboleli ali imajo težave zaradi epidemije. Marija Pomočnica, bodi jim blizu svojo materinsko nežnostjo in blagoslovom. Z zaupanjem se drugi dan devetdnevnice obrnimo z molitvijo nanjo. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas v greha. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, zdaj in vselej in vekoma. Amen. Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi bila ti koga zapustila, ki je po tvoje varstvo pribežal, tebe v pomoči prosil in se tvoji priprošnji priporočal. S tem zaupanjem hitimo k tebi, o Devica in Mati, k tebi prihajamo in pred teboj vzdihujoč grešniki stojimo. Nikar ne zavrzi, o Mati, besede naših besed, temveč milostno nas poslušaj in usliši. Amen. Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov. Raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešili bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Sveta Marija, zdravje bolnikov, prosi za nas.
Sveti Janez Bosko, apostol Marije pomočnice, prosi za nas. Sveti Dominik Savio, zgled svetosti mladim kristjanom, Prosi za nas. Sveti Rok, zavednik zoper kužne bolezni, Prosi za nas. vsi božji svetniki in svetnice, Prosi za nas. naj vse vas spremlja Božji blagoslov in njegov mir. Gospod z vami, In s tvojim duhom. blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Hvaljeno in češčeno naj vedno bo, Presveto reči, zdaj in vekom.